Sebastiana sem spoznala 3 mesece nazaj. Takoj sem začutila njegovo srčnost, toplino in iskrivost. Povedal mi je, da dela posebne energijske masaže celotnega telesa na osnovi tehnik, ki izvirajo iz havajskega, maorskega in aboriginskega izročila. Imenujejo masaža oceanov. Kmalu zatem sem šla na obisk v Idrijo. Seveda sem si privoščila tudi svojo prvo masažo pri njem. Takole sem takrat zapisala svoje vtise. Sebastianova masaža te popelje v povsem novo izkušnjo. Ko si dovoliš povsem prepustiti se celostni izkušnji senzitivnosti Sebastianove masaže na fizični, energijskih in duhovnih ravneh. Ko se prepustiš prepletajoči se igri dotikov, zvokov in vonja, fizičnega, energijskega in duhovnega čutenja, ki se prepletajo v ples valovanja. Takrat si pripravljena. Potopiš se v mnogo razsežnostno valovanje, ki je kot božajoče poletno pljuskanje morja na tropsko obalo. Izročilo starodavnih modrosti se izliva skozi proces, ki prepleta in spleta niti harmonije mnogoterih svetov. Valovi raztapljajo in odnašajo stoletja stare programe, ki so nam jih vsilili, da smo se odvrnili od sebe, od svojega telesa in svoje božanskosti. Prežema te energije popolnega sprejemanja, notranje radosti, življenja, povezanosti. Terapevtsko. Proces se nadaljuje še dolgo po zaključku fizične masaže. Energija pleše skozi telo, čisto, pretočno, živo. Odnaša še zadnje ovire. Fizično, energijsko, duhovno, celostno. Ta konec tedna sem šla spet v Idrijo in s seboj peljala prijateljico, da si obe privoščiva to res krasno izkušnjo masaže oceanov. Sebastiana pa sem povabila tudi v kratek pogovor pred kamero, a preden spregovoriva, naj tu podelim še nekaj misli. Tako samoumeven se nam zdi, pa vendar je dotik božanski čudež telesnega bivanja. Ne zavedamo se veličastnosti svojega telesa, morda se ga sramujemo, morda ga zanemarjamo, morda ga tako ali drugače trpinčimo. Vse to na podlagi programov, ki so nam jih privzgojili in s katerimi so nas stoletja in tisočletja dolgo programirali. Morda si zaradi vseh nakopičenih predsodkov sploh ne znamo več dovoliti izkusiti užitka bivanja v svojem telesu. Toliko teme je pripeta na telesnost, vse dokler temi podlegaš in ji verjameš, vse dokler se ne usmeriš v sebe in se začne spoznavati v svoji božanski celovitosti. Lažni programi, vzorci in vse težke izkušnje, ki jih je človek doživel, začnejo ob spoznavanju pristnega sebe bledeti in odpadati. Ti pa vse bolj siješ in se vzljubiš. V teh letih sem spoznala veliko ljudi z močnimi zavorami pri občutenju in čutenju užitkov v svojem telesu. Preprosto si ne dovolijo, ker nosijo v sebi programe sramu, greha, nevrednosti in odrekanja. Prav zaradi njih in vseh drugih, ki so in smo v okovih lažnih programov, sem se odločila, da spregovorim o tem in nas vse skupaj povabim, da začnemo občudovati svoje veličastno telo, brez katerega ne bi bili tu. Dovolimo si čutiti, dovolimo si poglobiti se v čutnost doživljanja bivanja skozi dotik. Tako izkušnjo doživiš tudi na masaži pri Sebastianu. Kakšne vrste masaže ti izvajaš, Sebastian? Energijske masaže. Kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da je pač ni poudarek sam na, bi rekel, na fizisu, na anatomiji, ampak tudi na gibanju energije. A ne, dosti pomembno je, da se recimo s klientom, bom rekel, dobro poveževa, da se fajn začutva in tiste masaže so pol zihar optimalne. Zadnjič si rekel, da izvajaš masaže koliko oceanov? Masaža oceanov je to. Ta masaža deluje na več nivojih in sicer na fizičnem, čustvenem in duhovnem nivoju. Zato se lahko med masažo recimo sprostijo tudi določena čustvena stanja, tako pri maserju kot pri klientu. In v bistvu pri tej masaži se klient in maser, bom rekel, učita eden od drugega, pač tisti 2 uri trajanja seanse. Pa je na nek način tudi terapevtski učink te masaže? Seveda. Če se to čustveni nivo vzbudi. Absolutno. Rekel si, da je ta masaža oceanov, ima nek izvor oziroma neko izhodišče v 3 kulturah. Havajski, maorski pa aboriginski. Kateri elementi so iz kakšne kulture povzeti? Oziroma, kaj so te značilnosti havajskih, maorskih in aboriginskih? Značilnosti Havajcev pač so, da so oni bolj v luftu.
niso toliko prizemljeni. Meni pač pa še najbolj ta havajski del, bom rekel, ker potekajo stvari čist na mehko. Ne? Ko valovanje morja. Ko valovanje morja. Aboriženi so bili pa pač mojstri v poslušanju. Se pravi, ko se stranka masira, si čisto ob njej in pač dobesedno poslušaš, kaj se s telesom dogaja. Ko izvajaš te masaže, verjetno ne izhajaš iz uma, ne izhajaš po neki metodi, tehniki delanja, ampak tako, kot si rekel, če svojega klientko ves čas poslušaš, se oglašuješ z njo, z njim na več nivojih, na več ravnih. Ja, jaz imam pred seanso vedno, bom rekel, malo priprave. Grem v meditacijo in se pač probam premakniti iz uma v srce. Se pravi, se probam čim bolj potopiti vase. Zdaj ta masaža vsebuje tudi ples, ki se mu reče navigatorjev let oziroma let navigatorja. To je ples, ki te pomaga držati skozi v sedanjem trenutku. Ker če ti samo malo odplava v prihodnost ali pa preteklost, brž zamudiš korake. Tako da moraš biti skozi prisoten. In to pol dejansko prakticiram tudi med seanso, se probam stranko že na začetku čim bolj povezati, da pol v bistvu masaža steče. Tako, kot je treba. Niti ena masaža, bom rekel, oziroma niti dve masaži nista enaki, pa tudi če gre za isto stranko, ker je pač masaža je čist odvisna od tistega trenutnega razpoloženja in te povezave, ki jo pač iz stranko doseževa. Masaže so en del prebujanja človeka, sploh v današnjem času, ko se prebujamo s tovrstnimi masažami, ki aktivirajo ne samo fizično telo, ne samo mišice in sklepe, ampak tudi vsa ta naša čustvena, duhovna telesa, je to pravzaprav nek način lastnega prebujanja, način lastnega samospoznavanja. Kakšni so mogoče tvoji vtisi ob spremembah na klientih, ali pa kakšni so vtisi, ki so jih tvoji klienti, klientke tebi nazaj posredovali, kako jim je pomagala masaža pri njihovem lastnem prebujanju, spremembah v življenju? Ja, vtisi so me dejansko zelo presenetili. Najprej sem pač masiral prijatelje pa prijateljice, pa sem si mislil, ko so toliko dobre stvari napisali, da mi malo laskajo, pa pač da nečejo kakšnih pripomb izražati. Ampak ti dobri vtisi so se kar nadaljevali. Tako da zdaj, koliko je to vplivalo na njihovo nadaljne življenje, to ne morem reči, pač, ker z nekaterimi se pač ne družimo vsak dan, da bi jaz to vedel. Bolj pomembno se mi pa zdi to, da so si pač dopustili ta dotik, ker to je še vedno problema, ne, pač strah pred nekimi dotiki, pred dotikanjem. Je pa pač dejansko tako, da dotik zdravja, ne, pa ne glede čigav je. Sploh v naši kulturi se po mojem mnenju pač premalo dotikamo, premalo objemamo, ker vse te zadeve pač vplivajo na telesno počutje. Prav ta dotik, tudi to, kar smo se prej pogovarjali, je bil skozi celotno zgodovino zelo tabuiziran na eni strani in na drugi strani zlorabljen. In ko se prepustiš zaupanju tega skupnega procesa med tabo pa maserjem, v bistvu vstopaš v neko polje raztapljanja nekih starih programov, ko si dopuščaš čutiti. Kaj bi povedal o tem dotiku? In tudi kako je tebe spreminjal in kako ga ti nasplošno gledaš, dotik kot terapevtski, na nek način terapevtski pristop?
Dotik je dosti bolj pomemben, kot si ponavadi mislimo. Zdaj treba je vedeti, oziroma verjetno je realnost takšna, da je ljudi, ki so bili že v otroštvu zlorabljeni, dosti več, kot si mi sploh mislimo. In taki ljudje pač so že v otroštvu zasovražili dotik in zdaj pač se mu ne morejo prepustiti, pa čeprav bi jih ta dotik lahko pozdravil. Osvobodil, ne? Osvobodil, ja. Pa še to moram reči, da pač pri masaži ne gre toliko za raznorazne tehnike, pa za število prijemov, ki jih maser obvlada, ampak je treba pač delati na dotiku. Da je dotik, bom rekel, čim bolj, da se poglobi ta dotik, ker dotik dejansko pol zdravi, ne pa, bom rekel, tehnika in prijemi. Tako, kot si prej rekel, ves čas poslušaš telo klienta. In prej si omenil, da ne masiraš samo z dlanmi, kot so klasične, ampak v bistvu masiraš s celotno podlaktjo. Ker sem bila pri tebi, se res čuti kot valovanje, ko greš po telesu, v bistvu to je nek res poseben dotik, ne? Ja, to je v bistvu ta havajska tehnika, a ne, v bistvu kot morje, bom rekel, se pomakne na obalo in se pol pomakne nazaj, a ne, in se pač roke tako izmenjujejo, ker ta masaža je dejansko energijski ples okrog masažne mize oziroma okrog klienta. Zdajle mi je prišla misel, ne, da je prav ta tehnika mogoče v tem času, ko se zaključuje neka dominanca te moške energije in prehaja v to žensko energijo, ena od pravih tehnik, ne? Ker to, kar kažeš, ne, to je zelo podoben kot tai chi, qigong in tovrstne tehnike, ki delujejo pravzaprav na gibanju ženskih, tako imenovanih ženskih energij, ki je nasprotju recimo od maorske, ne, kot si rekel, ki deluje zelo intenzivno to moško energijo, ne? Ja. Kako je pa ta masaža teh oceanov vplivala na tebe, na spremembe tebe v tvojem življenju? Jaz lahko rečem pač, da sem postal bolj mehak, kot sem bil prej, pa ne sam, bom rekel, telesno, ampak tudi v duhu, a ne. Res je pač, je treba doživeti ta trenutek, ko se pač maser s stranko poveže. To je ena taka, bom rekel, res brezčasna zadeva, kjer si v sedanjem trenutku ni preteklosti, ni prihodnosti, v bistvu padeš v eno praznino, roke delajo same od sebe in verjamem pač, da stranka dobi ne tisto, kar si ona misli, da mora dobiti na tem obredu oziroma seansi, ampak tisto, kar je tisti trenutek namenjeno. Ker v tem procesu pač mene praktično kot osebnosti me ne sme biti, ker potem je uspeh zagotovljen. Si v bistvu nek kanal za pretok energij, ne? Ja, drugače pa, če je prisotno ego, pa vse to blokira in pol pač je kot obična masaža, bom rekel. Prej si omenil, ko smo se pogovarjali, da si uspel priti do stanj, ko izključiš Ja. A je tudi oziroma se izključi sam, bom jaz rekel, jaz si ne lastim kakšnih, bom rekel, zaslug za to. Ker recimo mnoge te tehnike, od meditacij do drugih teh duhovnih tehnik, stremijo prav k temu, da ugasnemo svoj da preidemo v razširjeno stanje zavesti. Ti si pa prej omenil, da si zdaj sposoben pač preiti, izključiti ta oziroma da se ti izključi in dejansko se ti vključijo druge zaznave, da se povežeš. A lahko kaj več o tem poveš?
zdaj z besedami je to prav malo težko opisati, ampak Se lahko pokažeš. jaz, ko padem not, bom rekel, a ne, dejansko sploh ne vidiš, ne gledaš telesa več na tak način, kot ga gledaš, bom rekel, skozi filtre uma. A ne. Kot sem rekel, padeš v nek, ne vem, kako bi rekel, prazen prostor, v neko praznino in sam deluješ. In si, ne vem, kot cel si v tistem dotiku, poslušaš, nekako si res čuječ, slišiš vse dejansko okrog sebe, ampak noben zvok te ne, tudi če so kakšne motnje iz okolice, pač na noben zvok se ne sfokusiraš, dopuščaš, da je pač vse takšno, kot je. Lahko rečem res, ne vem, zanimivo stanje, no. Težko opisati. Skratka, dve masaži niste enaki, ker ne gre za golo tehniko, ponavljanje nekih vnaprej naučenih gibov, ampak gre za intenzivno in oglašeno poslušanje sebe in klienta hkrati. Ja, dejansko je tako, nekako začutiš, se pravi, na začetku masaže začutiš, a boš začel, ne vem, a boš začel z nogami, a boš začel z glavo. Enkrat pač končamo z glavo, enkrat z nogami, čisto odvisno. Ni tukaj nekih pravil pač. In tudi to masažo, ki jo ti izvajaš, v bistvu ni neka tehnika prevzeta. Ja, si se učil pri različnih učiteljih, ampak si razvil neko svojo tehniko oziroma neko svojo obliko pristopa Ja, masaži. dejansko je tako, ne, tam smo se naučili neko strukturo masaže, se pravi pač noga, roka, trebuh, hrbet. Jaz sem pa pač želel po tem opravljenem tečaju, sem želel iz tega narediti nekaj več. A ne? In sem rekel, da bom to poimenoval kar obred. In ne vem, no, kako naj rečem, pač z enimi strankami, bom rekel, je masaža čisto drugačna kot z nekaterimi, ampak to začutiš brž. Ne vem pa, od česa je to odvisno, pač z nekom se takoj povežeš in tudi če si se prvič videl, ko je prišel na masažo in dejansko, ne vem, med masažo ti gre kar na smeh, brez kakšnega razloga, ena radost vzplamti in pač tudi stranka, recimo, kadar je tako, kot sem zdaj opisal, leži praktično čist pri miru, lahko zaspi, ne vem. Ja, zanimivo mi je prav ta smeh. Smeh je prav tisto stanje radosti z intenzivno visoke vibracije, ki je bil v naši zgodovini na nek način zatrt. Zdaj pa se z dvigovanjem zavesti, z prebujanjem vsakega posameznika, res prideš do tiste stopnje, ko se samo smeješ, ne? Ko si na tej visoki vibraciji, v višjem jazu, v razširjeni zavesti, ko se samo smeješ. In takrat veš, da si tam, da si tukaj in da si tam, da si prisoten. Še to bi dodala, prej, ko sva govorila, kaj mi je dotik še dal, oziroma ta masaža. Ta masaža je meni pač pri meni dosegla to, da v bistvu spoštujem vsako telo, ne glede kdo pride na masažo, ker včasih smo pač malo delali razlike med debelimi in suhimi. Zdaj pa pač, ko se je, bom rekel, neko bolj globoko bistvo pojavilo, tudi v bistvu zdaj na svojih izkušnjah spoznavam, kaj dejansko telo sploh je, ne? Da je pač telo transformativni aparat za, bom rekel, za ta bolečinska jedra, za čustvene probleme in ga je res treba negovati, a ne, ker včasih, bom rekel, v tej stresni družbi
niti to se ne zavedamo, da imamo napeto telo. Mislimo, da smo sproščeni, ampak dejansko smo napeti, ampak ker je ta napetost kronična, je niti dejansko ne zaznavamo več. In to res polagam pač vsem strankam na srce, da ne glede, ne vem, če se sramujejo svojega telesa ali pa če niso zadovoljni s svojim telesom, ne predajo masažo vseeno probati, ker kot sem rekel, jaz spoštujem vsako telo in mogoče jim bo glih ta masažni obred pokazal, da so ok, da je njihovo telo ok, mogoče, da dobijo motivacijo tudi za naprej, da kaj spremenijo, če jim kaj ni všeč, pač, da vzljubijo svoje telo. Ja, ljubiti samega sebe in ljubiti sebe na vseh nivojih, tudi na fizičnem. Tako. In fizični nivoj izkušamo skozi fizično telo. In če se resnično ljubiš, moraš ljubiti tudi svoje telo. Tako. In druge. Kako pa gledaš na bolečino? Prej smo se pogovarjali tudi o bolečini, ja. Ker s tem, z masažem ali pa z drugimi tehnikami v bistvu sproščamo zastala bolečinska jedra, bolečine, ki so leta, desetletja, celo stoletja po predniških linijah vakumirane nekje v našem telesu. Kako gledaš ti na bolečino? A zdaj na fizično ali na čustveno? Na obe. Na obe, ok. Zdaj, če se dotaknem pač fizične bolečine, to je tako vemo, da se bolečina pokaže na telesu, bom rekel, kot neka zadnja stopnja čustvenih ali pa nekih energijskih problemov. Zdaj, moja izkušnja, jaz sem pač, bom rekel, dolga leta življenja se z bolečino vedno boril. Ali pa pač, ko se je bolečina pojavila, vzameš tableto, to je kot da bi se, ne vem, pržal alarm, pa ga tilpo utišaš, vzrok ni odpravljen, zadeva se kasneje pojavi, bom rekel, v še silovitejši obliki. Zdaj pač, kar nekaj let že, sem pa jaz malo spremenil, bi rekel, ta protokol, in ko se bolečina pojavi, se jaz pač preprosto uležem in potem sem samo z njo. Se pravi, se ne borim proti njej, ne posegam po kakšnih medicinskih zadevah, samo ležim in dopuščam bolečini, da je. In pač pozornost dajem, bom rekel, na notranje energijsko telo. Zdaj, če dobim pač kakšno sporočilo od bolečine, ok, če ga ni, ga pa pač ni. In moja izkušnja je pač, da bolečina, če ji ti dopustiš, da jo telo predela samo, ker pač telo definitivno ve, je inteligentno, kaj mora samo storiti, seveda, če se ne vmešavamo in mu damo mir, bolečina pač počasi izzveni, iz nje si se nekaj naučil in se ne pojavi več. Skratka, če ji pustiš, da se izrazi skozi tebe, gre tudi naprej, ja. Ne ostane. Ja. Super. In to si zdaj govoril o fizični bolečini ali o čustveni? Je kakšna razlika pravzaprav po tvojih izkušnjah? Ja, dejansko je, bom rekel, če te kar nekaj brez kakšne poškodbe, da te začne kar nekaj boleti, pač težko reči, jaz zase pač vem, a je na čustvenem nivoju ali ni. Ja, ponavadi je pač tako, da čustvena bolečina isto pride pač nekaj povedati, ampak mi se spet, ne vem, bežimo pred njo, se zatekamo, ne vem, v razne aktivnosti, zabave, ne vem, alkohol, nakupovanje, pač vse vrste stvari, ne posvečamo pa pač fokusa tej čustveni bolečini. Bom rekel, čustvena bolečina je gorivo za osebnostno rast. In temu se pač pravi alkimija.
da ti pustiš telesu, da, bom rekel, ta bremeneča čustva predela v nekaj boljšega. To je dejansko proces alkimije, notranje alkimije. Tako, ja, ti si ta prava. Tako je. Ja. Huja! Okay, zdaj smo tukaj na tvoji masažni mizi, Ja, pa bi te vprašala vprašanje malo širše. Kako ti vidiš to duhovno ali pa širše prebujanje človeka, tako tukaj v Sloveniji, kot širše v svetu? ja. Najprej bi rad nekaj povedal o tej duhovnosti. Ne? Bom rekel, sem dal že veliko nekih predavanj, izobraževanj, delavnic skozi, pa poznam zelo malo ljudi, ki res delajo na sebi. Zato, ker pač delo na sebi tudi približno ni lahko. Ne? Se, bom rekel, o resnem delu na sebi pogovarjamo, je to pa res mučno delo. Ne? Jaz zadnje čase pač to prakticiram in je velikega prostovoljnega trpljenja. Ne? Zakaj prostovoljno trpljenje? Prostovoljno v bistvu zato, ker se zavežeš oziroma se odločiš, da boš pač res delal na sebi, pa naj stane kar hoče, pa naj boli kolikor hoče. In prostovoljno trpljenje pač ni, bom rekel, to mehansko trpljenje, če ti ga nekdo povzroči od odzunaj. Prostovoljno trpljenje pomeni to, da ko postaneš opazovalec samega sebe oziroma svojega uma, počasi, bom rekel, ugotavljaš, bom rekel, za kakšno norost gre, ne? Koliko smo razcepljeni, dejansko smo res sesalci bitja navad, največkrat delujemo na tem, bom rekel, preživetvenem modu, ne? In tukaj o kakšnemu sočutju do drugih ljudi pač sploh ni govora. No in dejansko, ko se toliko dolg časa opazuješ, dejansko vidiš vse svoje, bom rekel, skrite blažilce, maske, pač vse te lupine, ki smo si jih nadeli nekako v svojem razvoju od zgodnjega otroštva, bom rekel pa, ne vem, pač zdaj do konca. In je to neverjetno, koliko je treba globoko, bom rekel, kopati, da prideš do bistva, do biti. Skratka, prostovoljno je pravzaprav zavestno in ozaveščeno trpljenje, Ja. skozi katerega prideš do samospoznanja in skozi samospoznanje do osvoboditve in opolnomočenosti samega sebe. Ja, Govoriš o tem? dejansko govorim o tem, ja, da prideš do sebe, do neke večne biti, ki se ne spreminja. A ne, tukaj je tudi, bom rekel, zelo pomembno to vprašanje smrti, ker je ta smrt pač pri nas ful tabuizirana, ker kdor se boji smrti, se pač boji tudi življenja. Ne? Ker smrt in življenje sta čist ista zadeva, bom rekel, različna konca iste zadeve. Ne? Brez življenja ni smrti in brez smrti tudi ni življenja. Ne? In Ampak hkrati, kar smo se prej pogovarjali skupaj in kar sem že doživela na masaži pri tebi in čez nekaj minut ponovno, poleg tega samotrpljenja in samospoznavanja, pa se prav na teh masažah in na dvigovanju zavesti pridemo do stanja popolne radosti, ko se smejimo.
In tudi na teh masažah se pravzaprav smejimo. Ja. Ti kot terapeut, kot maser, stopiš v stanje smeha. Dajmo reči tako, ne, da pogoj, Radostnega smeha, pogoj- ne smeha smejati nekomu se, ampak Ja, smejati se tisto je zaradi posmeh, ne. ja, zaradi smeha, zaradi radosti, ki vznika v nas samih. pogoj za radost, a ne stanje, kako bi rekel, radost je stanje bitja. To ni čustvo, kot ga nekateri označujejo veselje, recimo. Veselje pač nima z radostjo nič opraviti. Je ne. nekaj zunanjega, ne? Tako, radost je stanje bitja. Ne? In ponavadi, če je radost prisotna, je tudi mir prisotna. Ne? In če je to dvoje prisotno, je prisotno tudi sproščeno telo, se pravi, brez nekih napetosti, bolečin. A ne? In v takem stanju pač se ti kar skozi reži. A ne? Zdaj, pač tako je, a ne? Se mi se itak premalo Smejemo, Tako da, premalo se igramo, igrivost je ena pomembnih lastnosti samospoznavanja in dvigovanja. Ja, pa to, da ostanemo pač otroci, a ne? Ja, Ker otroci pač, bom rekel, majhni otroci so povezani pač z vsem, so celostni. ja, nemški pregovor pravi, samo tisti, ki odraste in kljub temu ostane otrok, je človek. Tako, In mi zdaj gradimo družbo 5D omrežja. Ne 5G, ampak 5D omrežja povezanosti. tako. Igrivosti, radosti, nove zemlje, kot nekateri rečejo. Ja, Vse to je ta naša zemlja. Ta naša zemlja, ki je fizična, ki je čudovita, lepa, Krasna. kot so naša telesa, fizična, čudovita, brez njih tukaj ne bi bili in dajmo jim to spoštovanje, dajmo jim to ljubezen, ljubimo se sebe, ljubimo druge in pridemo na masažo oceanov ja. k Sebastjanu, Načaščenje in spoštovanje telesa. ki je tempelj našega duha. Tako. Čist preprosto. Čisto preprosto. To je hongi, tradicionalen maorski pozdrav, kar pomeni hongi, pomeni pozdrav duš.
Ležala sem na Sebastjanovi mizi in se predajala valovanju tople, ljubeče energije. Radost v meni pa je kipela in buhtela. Po mojih mislih je poplesavala misel: ljubim se. Mnogi duhovni učitelji govorijo o tem, da moraš najprej ljubiti sebe, šele ko ljubiš sebe, lahko resnično brezpogojno, brez sodb in brez pričakovanj ljubiš drugega. A tako kot vse na tem svetu, lahko to razumevaš na ravni misli, a celostno dojameš in veš šele, ko to občutiš za vso svojo bitjo, skozi svoje celostno doživljanje in zaznavanje v telesu. Sebastjan je res srčen, odprt, zaupanja vreden človek. Je človek svetlobo v očeh, ki sije, sveti in svetli ta svet tudi skozi masaže, s katerimi ti pomaga, da tudi sama še bolj siješ v svoji božanski lepoti. Res sem vesela, da ga lahko štejem za svojega prijatelja. Tebi pa priporočam, da si tudi sama privoščiš darilo masaže oceanov.